ni izbral cesarskih palač, ne imenitnikov, ampak najbolj revne in uboge, odmaknjene in neposlavne. S tem nam je dal upanje, da tudi mi, ki smo vsi revni in ubogi, smemo upati na božansko dostojanstvo. Za nas vse se je rodil, zato da bi nikoli ne umrli, da bi se po zemeljskem življenju preselili v večnost nebesa. Današnji božični praznik je praznik veselja in upanja, praznik sreče. Začnimo ga tudi tako obhajati, najprej pa iskreno priznajmo in obžalujmo svoje grehe. Da je tudi na našo deželo spustila noč in potopili smo se v božično noč, v kateri ponovno podoživljamo rojstvo Božjega Sina, učlovečenje Jezusa Kristusa. V njem se je združila vsa Božja ljubezen. Ne, da smo mi ljubili Boga, temveč, da je On nas ljubil in poslal svojega Sina v spravo za naše grehe. Božični praznik je praznik pesmi, besedil in melodij o upanju in odrešenju. Kristus, pravi Bog, se je rodil na svet. To sveto noč ponovno obujamo spomin na ta neprecenljivi in enkratni dogodek človeštva izpred 2000 let. V evangeliju polnočne maše smo srečali prve ljudi, ki jih je Bog izbral, da bi videli novorojenega Boga. To so bili preprosti in ubogi pastirji, ki so našli na videz še bolj ubogega otroka, rojenega v štali. Pastirji v tistem času niso bili samo revni, bili so drugorazredni in zaničevani. Toda prav ti so bili prvi odbrani izmed vseh ljudi, da vidijo slavo novorojenega Boga. Po neznatnih revnih ljudeh se je hotel razodeti Bog vsemu svetu. V Betlehemu v votlini rojstva ni bilo nobenih imenitnikov, nobenih predstavnikov oblasti ali velikih duhovnikov iz slavnega jeruzalemskega templja. Še celo mesto Betlehem je bilo odmaknjeno od središča takratnega judovstva in veroštva. Vse je bilo tako revno in ubogo in seveda tudi z duhom pospeči živini. Toda polno noči neviško čistih glasov angelov, Betlehem, Davidovo mesto brez palač in gradov, toda polno podzemnih votlin, katere so sprejele stvarnika in postale pomembnejše od vseh palač sveta. Prav ta sveta preprostost, ta velika revščina je smela sprejeti stvarnika in odrešenika vseh ljudi. Novorojeni Bog tudi danes prihaja predvsem v preprosta srca. Ubogim je postal vsemogočnim pa kamen spotike. Svojim preprostim rojstvom je dvignil preproste in svojim sijajem je ponižal visoke. To malo dete, položeno v jasli, je postalo velik kralj. Nocojšnjo noč skoraj vse človeštvo, od skrajnih vzhodnih obal Japonske do ameriškega Teksasa, od severa do juga zemeljske oble, ne glede na kulturo in celo ne glede na vero, zre v to dete novo luč in novo upanje. Na ta sveti večer, v tej božični noči, moramo postati na poseben način prijatelji, nosilci miru, Božji otroci, saj se je Bog v človeči postal nam enak vsem, razen v grehu. Približal se nam je popolnoma. Tudi mi se približujemo drug drugemu in si iskreno in z velikim spoštovanjem podajmo.